Tole je najnovejši Subarujev model. Levork se mu reče, kar hecno ime. Ok, če pomislim na Legacy, Forester, Levork, Outback, je ime čisto ok, gre pa dejansko za zloženko. Le od Legacy, V od Revolution in RG od Touring. To oznako bi lahko potegnali iz katerekoli besede. Ok, naj jim bo, ker je dejansko smiselno. Levork namreč stoji na platformi Legacyja in nadomešča njegovo karavansko različico, zato Touring, torej karavan. In očitno je tudi revolucionaren. Evo, Levork. Revolucionaren, težko rečem. Je pa vse to, kar Subaru mora biti. 4-kolesni pogon, aha, luknja v havbi, aha, boksarski motor tule spodaj, aha, že skoraj preveč športen volan, aha. In že samo s tem so si zagotovili pozornost vseh Subarujevih oboževalcev, plus to, da izgleda skoraj kot VRX STI. Tudi to pomaga. Komu dejansko konkurira, težko rečem, pri Subaruju pravijo, da karavanski Mazdi 6 in Volvo V60. Kar zanimivo, ker nobeden od teh dveh avtomobilov ni tehničar s simetričnim 4-kolesnim pogonom. 1,6 litrski turbobenciner je tamle spredaj, torej novost, izbliva pa 125 kW moči oziroma 170 konjev. Ok, ni ravno imprec, ampak ima vseeno 250 Nm navora, kar ni malo. S tem brezstopenjskim menjalnikom Lineartronic pa stotico ugleda v 8,9 sekunde. Seveda bi priporočil ročni menjalnik, ampak ga v tem modelu žal sploh ni na voljo. Tokrat jim je precej pomembna tudi agilnost. Kot merilo so Levorgu postavili lastnega BRZ, ki je zelo okreten avtomobil. Baje je tale Levorg v zavojih tako suveren kot Audiov S3. Nič ne verjamem, kje je kakšen novink. Ok, verjamem, je kar smešno, ko sredi zavoja skoraj ničelnim nagibom avtomobila pogledaš nazaj in vidiš ogromen prtljažnik. V avto lahko natlačim za 522 litrov prtljage oziroma če podrem sedeže kar za 1446 litrov. In se sploh nisem navajen voziti tako športno. Je pa super. In obenem jim je uspelo poskrbeti tudi za udobje, sploh se mi ne zdi pretrd. Materiali so občutno boljši od tistih, ki smo jih bili vajeni še pred nekaj leti pri Subarujih, danes pa jih kar pridno menjajo. V bistvu me ne preseneča, da se avtomobil pelje tako suvereno, ker je do tega stebrička to pravzaprav impreca. Za 40% je bolj vzvojno čvrsto od Legacyja. Dejstvo je, da Levorg ta velikim ne bo mešal štren, ampak se bo gibal na obrobju trga, kar je logično, ker gre za precej specifičen avtomobil. V koncu leta Subarujevci pričakujejo slab milijon prodanih avtomobilov, kar pomeni, da jim sploh ne gre slabo. Zato se lahko igrajo in nam navržejo takšnega vročega karavana, s katerim lahko zelo hitro in zelo prepričljivo odvozite kakšen slalom, ampak v tem primeru imejte s sabo dosti vrečk za vrnjena kosila tam malih tamle zadaj.